da pozdravljam to zamisel v slovenskem prostoru, sploh pozdravljam to samopomoč v vseh področjih. Vam želim še naprej veliko uspeha pri vašem delu in sem zelo vesela, da sem med nami mladi, kajti preventiva se prične že pri rojstvu ali pa še pred rojstvom. Mislim, da se prostovoljstvo nekako, vse mogoče v zadnjih letih so stvari bile odrinjene, nekako smo se vsi bolj osredotočili na ekonomske dobrine. Jaz pa mislim, da bo ta kriza prinesla tudi nekaj dobrega, da se bomo res vsi že začeli zelo zgodaj zavedati svoje in svojih dragih vseh ostalih odgovornosti in da bomo živeli že prej kvalitetnejše. Ne šele potem, ko spomnimo, ko nas kaj opozori, da pač bo treba tudi zase in za svoje bližnike narediti. Tako da vam želim res kvalitetno delo, sem zelo zadovoljna, da ste danes tukaj in hvala za povabilo. Naša glavna sestra je izrazila željo, da nas pozdravi. Skrat mi imam več kaj povedati. Ona dela ful na preventivi, vse tu porihta. Vsega pa tudi ne znam. Pa dober dan tudi v mojem imenu. Veliko čast mi je, da ste me pozvali, da se udeležim vašega današnjega srečanja. Res se ukvarjam veliko s kroničnimi bolniki. Vem, kakšen velik pomen ima preventiva in bom rekla takole, krog spreminjanja poznate bistveno boljše kot jaz. Ste z izkušnjami, ste z bogato prepojeno potjo, z grenkimi in pozitivnimi izkušnjami in bi rekla tako, take skupine so veliko pomoč in lahko v tej skupini, v kateri srečujete ljudi, ki so tako pot prehodile, ki imajo zelo podobne težave, veliko oporo, morda večjo kot vam lahko ponudimo mi, ker smo sicer zdravstveni delavci z nekim velikim, mogoče teoretičnim znanjem, pa z manj izkušnjami ali nobenim na določenem področju. Tudi jaz vas zelo podpiram in si želim, da bi ustrajali. Želim si, da bi me čez 25 let povabili in da bi bili vsi skupaj. Danes je prišel tudi od 4 občin, edini župan, moj župan, mi smo napred skupina v Sežani, skupina, ki združujemo članice iz celotnega področja bivše občine, iz 4 občin, Komna, Sežane, Divače in Kozine in celo iz Ilirske Bistrice prihajajo. Posebnost naše skupine je pa tudi ta, da združujemo tudi zamejke. Zato je treba objaviti tudi v Primorski dnevnik. Hvala lepa, da sem lahko prišel večer. To, da sem jaz sem danes 2-krat le, tako da lahko svojim županom kaj opravičite, ker jaz sem razumel ob 15, ne ob 5, ne? V glavnem, ja, da ti prostite, sem sam s tabo zastopil. Tako da, hvala lepa, da sem lahko z vami videti toliko takih nasmejanih dam, ne, koliko bi človek mislil, da jim nikoli nič ni manjkalo in da je bilo zmerno vse dobro. Danes ste videli tako eno društvo optimizma, v soboto so Kapniki v Jepavi in ko pogledam tako, ko ste vi, ko pogledam recimo Mezinca, ki je predsednik naših Kapnikov, rečeš, da to je nepojmljivo, ne? Ko se je zgodilo, bi človek prosil, da Bog vzame od sebe, danes on, bi rekel, bi mogel ga strašno zasliševati, da bi te prepričal, da je kdaj karkoli bilo narobe, ne? Dirka skoda okoli s psem, po vas je rihtal. To so taki čudeži in vi ste tudi del takih čudežov. Gledam tudi, da dosti ljudi joče iz stoka, ne? Ste lahko vi tisti, ki prinesete optimizem, ne samo tistim, ki izbolijo za to boleznijo in rečete, da ni dosti za jokati, ne tudi drugi, ki nič, ali pa nam nič ni, ne, ki s tokom je jočemo brez potrebe. Ta energija je dragocena v življenju, ne?
tisti, ki je nima, dela škodo sebi, predvsem pa drugem okoli, ki ga morajo prenašati in les z njem dol, kakor harmonika, ko zmanjka zraka, ne zlezi skrb. Tako da ob vsi nesreči ste sreča za okolje, za tiste, ki so okoli vas, za vseh nas, zato ker dokazujete, da se da, da se zmore, da je enostavno, moži moramo imeti jajce, ženska pa tako imate svojo trmo in jo znate izkoristiti in porabiti. Kar se tiče pa županov, tako, kovenski župan je napravil to, da bo zamedel se opravičil. Jaz bom zamedel. Sežanski župan je sklical eno zadevo, že pred 3-4 tedni, ki je kakor neodložljiva, in so vsi trije na drugem koncu in jaz bom prišel za njimi. Ne vem, če to opravičilo za njih zagotovo pa ni med njimi nobenega, ki bi vas ne odprl ali pa razumel ali bi si želel, da vam gre dobro. To, da hodite na Triglav in vse ostalo, vas prosim, bežite malo bolj zlahka, ker predstavno jaz sram, ki gremo za Karana Triglav, ki se še mod plečemo v kumane. Me veseli, da je tudi direktorica zdravstvenega doma in ljudje, ki te delajo, glavna sestra in tako naprej, da imajo ta občutek, odnos in da so tako naklonjeni. Mislim, da slovensko zdravstvo, veliko zdravnikov, strašno požrtvovalno dela s številnimi društvi in s tistimi, ki so imeli probleme s srcem in zrakom in tako naprej. Da vsa ta stroka, ki jo dostikrat špotamo po nemarnem ali pa tudi strašno brez občutka in odnosa, da je treba jim reči hvala, ker delajo odlično. Jaz sem vesel, da imamo v Komnu zdaj po dolgem času damo, ki upam, da bo ostala pri nas, ker zdaj smo imeli kar nekaj let sprehajalce, zlata dama in če treba bomo tudi podkupli, samo da bo ostala naša. In tako je tisti ljudje, ki treba enim ljudem povedati, da so dragoceni, da so žlahtni in tudi vam je treba povedati, da ste žlahtni in je treba pravi cajt se prikloniti in reči hvala ali pa biti pozoren do tiste, ki zdvigujete to duhovno bedo v vrne, ki držite malo bolj po konci, ker tista, ki ima mozolj, sigurno je dosti bolj nesrečna in dosti večje travme preživlja, kuna, ki manjka noga. In to je treba povedati, ni problem v njim mozolj, pa ni problem, da danes nimaš za drugo kukor za sendvič, in kaj je tole. So druge stvari bolj važne. Tako da vam zaželim srečno, če boste rabili kakšno pomoč, malo vam bomo lahko pomagali, vam lahko povem tudi za ostale 4 župane, da smo vsi tako nekako, da bi bili srečni in skončno zadovoljni, če bi imeli nič. Če bi mi imeli nič, bi bili veliki gospodje. Samo imamo dosti manj kot nič, mislim, da tudi drugi, ki so to en cajt skrivali in zato vse, kar je skromno, je bovo, z dobro voljo. Se pravi, tudi če boste kaj rabili in se boste oglasili, pa če boste imeli kakšno kredito ali karkoli takega, bomo pomagali po najboljših močeh. V velikih sodov pa vsaj nekaj let ne bo nekje. Zato, ki zdaj je ponedeljek in strašno duh ponedeljek, ki bo trajal več let, veselica je nekako šla v kraju in zdaj treba zdraviti jedra in možgane in tako. In vi da boste pri tem pomagali. Hvala lepa. Za besede. Drugo leto imamo mi 10. obletnico društva in to je grande praznovanje, ne samo tako, ko je tle. Res. In mi nekaj namjeravamo. Naše članice izražajo svoje stiske na različne načine. S tem, da rečejo, imamo eno pesnico. In za drugo leto smo si zadali cilj, da bo izdala pesniško zbirko, ko je pisala pesmi samo takrat, ko je prebolevala 2 raka. In zdaj dam njej besedo, da bo prebrala eno pesem o skupini, ne Sonja. To je naša koordinatorka. Poznamo, da že vemo misli. Jaz bi se pridružila Miljeni pozdravim in vas ne bi posebej pozdravljala, kot je že omenila, sem koordinatorka te skupine. Rada bi pa samo dala poudarek na to, ko je tudi že Klara, sestra, povedala, da ko človek zboli, ne zboli samo telesno, ampak tudi duševno. Kako je to res, sem jaz opisala v tej moji hudi stiski.
Takrat, 94. leta, so mene soočili z 2 diagnozama raka. Nikoli nisem bila bolana in si morate misliti, kako me je to zelo prizemljilo, sesulo. Edini, najboljši moj poslušalec je bil papir, njemu sem se zaupala. Ker pa danes smo dali prednost skupini, sem se odločila, da vam bom verjetno 2, 3, kar boste želeli, eno prebrala prav v imenu skupine. Iz tega prebranga boste razumeli mojo stisko. In tudi, kaj pomeni skupina, sicer meni. In upam, da vsem tistem, ko prihajamo. Skupina za samopomoč. Ko si sam svojo veličino in ta ne mine, vse težje ti budi spomine. Vase se zapreš in premišljuješ. Vedno globlje se pogrezaš. Misli črne te prekrijejo, kakor pajčevino te obijejo. Čisto ves si z njimi prepleten, sam zdaj ven iz tega zla, le malo kdo se skobaca. Zakaj? Zakaj? 100-krat vprašaš se zakaj. Zakaj se ravno meni moralo je to zgoditi? In še se ti zastavi novih vprašanj. Postaješ sam svojo bolečino in strahom pred boleznijo. Sprijazniti moraš se z resnico in sprejeti jo. Kaj prijateljstvo velja, kaj dobrota je, prav zdaj spoznaš, ko na dnu svojih si moči. Kdor te rad ima, ta roko ti poda. Ena roka te dobrote je skupina za samopomoč. Vse nas bolezen je združila. Strah, vpijajoča bolezen, vsaki svojo izkušnjo je zapustila. A ostale nismo same svojo bolečino, temveč smo si jo podelile. Ko sem v skupino pristopila, prav drugače sem se počutila in takoj ugotovila, da nisem jaz edina, ki z boleznijo sem se borila, ampak da je že naše 100, ki isto zgodbo ti povedo. Vsaka svojo borbo je vodila in svoj boj dobila. Tudi iz izkušenj, ki si jih med seboj delimo, se marsikaj naučimo. Nad nami strokovnjaki bedijo in nam strokovno pomoč delijo. Sem enako ni poslana, a življenje vsem nam je dano, ki deli veselje in skrbi. V dvoje gre lažje, v troje še lažje, v slogi je moč, zato je skupina za samopomoč. Kaj pa vem, v življenju ni naključij, pristala sem na Onkološkem inštitutu in ostala. Čeprav sem službo iskala in naj bi bilo tisto volontiranje začasno. Na glas, prosim. Šumi, pridi bliže. Šumi, se ne moram na glas. Hočem samo povedati, kako življenje in prave stvari gredo svojo pot. In vedno bolj verjamem, da tisto, kar delaš s srcem, z enim prepričanjem, ima neko čudovito povezovalno moč in en uspeh. Ostala sem na Onkološkem, poznate, nekateri smo se tudi kot zdravnica, bolnica spoznale, uvajala že nekaj, kar je bilo zelo, taka psihoonkologija, zdaj boš proti zdravila, tako tudi kolegi so se poslušali. In ko nekje znotraj vemo, kakšni so okviri v medicini, pa možnosti, ne moreš nič, pa vidiš, ali pa srečaš, vedno rečem in se jih spominjam, dragoceni posamezniki, med njimi je Vida Zedric, naša prva prostovoljka, in danes sem zvedla še sorodnica od direktorice zdravstvenega doma. Dragoceni posamezniki, ki gre skozi težke krize, potem pa čutim neizrekljivo željo, da pomaga drugim. Ampak to je bilo v tistih časih, a veste, ko smo imeli državo, ki je obligala vse. Ti nič ne skrbi, imej otroke, imamo vrtce, prehrano ti bomo dali, vse ti bomo dali, samo nič ti ne skrbi. Tako da je bilo veliko zatirano. Čeprav to prostovoljstvo
prek Ženska zaradi dojke, se povežeš z mednarodno organizacijo, smo začeli že znotraj onkološkega oddelka psihoonkologije, ampak potem bi, če hočeš nekaj izdati, da rabiš organizacijo. In ko smo ustanavljali leta 86 društvo, šla sem vam naredila, pod nujno direktorjem je sedel direktor, strokovna, pomočnica je bila takrat, in so me zasliševali, če jaz pa vem, da se ustanavlja društvo, pa kaj oni vedo, pa kaj bomo zdaj imeli bolnika. K sreči sem reagirala hitro in prepričljivo lagala, čeprav sem bila pobudnica. Vem, ker so tudi mene prosili, ampak jaz sem bila dolžna nekako tudi pomagati po človeški in strokovni plati. Vsaka vzpodbuda, ki pride s strani bolnika, je dragocena za celostno, ko se takrat ni hotelo poslušati. Ali pa, ko smo uvajali te prostovoljke na oddelke, kolegi, pa smo imeli sestanke s psihologinjo iz Inštituta za rehabilitacijo, pa je rekel, nisem ti hotel javno, ampak to, kar počneš, je badali. Bo ena ženska, tam ni moje pacientke mešala in bi dovolj odnjega vsega. Ampak, če nekako čutiš, da je prav in če to ustrajaš in pa po tolikih letih, pogledaj, pa zdravniki kolegi drugačko, pa se je to odprlo. Pa danes razpravljajo o zakonu o prostovoljstvu, ki bo nekako še bolj to konfliktno. Pa Evropsko leto prostovoljstva imamo. Jaz sem snoč malo zapisala tole, ker krasno spada z našo 25-letnico Evropsko leto prostovoljstva, ki ga je tudi uradno država odprla. Lahko smo na tisti dogodek v državnem zboru ob mednarodnem dnevu 5. decembra je bil ta dogodek in imenu vlade je uradno odprla ministrica za upravo. To toliko slišiš teh besed, pa kako je to dragoceno in kako mora med vlade, tako da splačalo se je vztrajati. In ko človek to vidi, da si na pravi poti, čeprav je bilo tako, splača se biti, da smo vedno nekako samo svoji. To, kar sem tudi skupina počela. Bodi, kar si, prisluhniti najprej sebi. Ker ljudje so tako, ne? Danes te lahko hvalijo, jutri te že križajo, kam še kaj, a ne? Potem se je pa uveljavilo društvo, pa je včasih kdo rekel, ti veš kaj, to pa oni pa so te hvalili, ko so te prej, sem rekla, ne vem, od prej in tudi zdaj ne dam, da ne tehtamo tega. Ampak hočem reči, da je to res zelo lepo, da je se upadla naš srebrni jubilejskim letom, ko bomo tudi dobili zakon in veliko dogodkov na to temo in zelo, zelo lepo menila, da je vaša skupina prva, ki je nekako to obeležila. Ker rekli smo, kaj pa naj naredimo? Vsi programi, ki že itak tečejo, jih bomo jubilejno obavili. Torej, osnovno poslanstvo je itak organizirana sama pomoč, prostovoljno delo delimo na prostovoljno delo za druge, samo pomoč pa posebej to pove bolniku, ali pa lastna izkušnja je tista, ki te posebej usposablja za to. In smo rekli, vse skupine, 20 jih je v različnih krajih Slovenije, lahko naredijo take dogodke, ker skupina je pravzaprav zase skrbiti. So pa dogodki in trenutki, ko je dolžna se odpreti tudi navzven, predstaviti in predvsem povezovati. Že to je bilo krasno, ker, kaj si je, kot prostovoljska organizacija, pa finančno pa bomo o tem govorila, in to sodelovanje, že to, da ste ob ustanovitvi v šoli odprli vrata in nudili prostor, vseeno, toliko let je bilo krasno. In zdaj povezovanje mladi, pa taki pa drugačni prostovoljci, tako da osnova je pod pokrivanju, kot smo rekli, potem Triglav je že
gospod župan omenil, ja, to se je tako pregledala gora in simbol, ne samo na hrib in simbol slovenstva, ampak tudi naša poti okrevanja, ki si na poti okrevanja tudi moramo okrepiti ali pa osvežiti, ali pa izboljšati, ali pa sploh narediti kakšen skak, nikoli ni imel samo zavest in šele rak omogoči, da stopi na to pot in vidi, kako je fajn. Če si ti, pa da rečeš, kdaj ne, pa čak malo še da jaz počem. Tako da to pa že s Triglavom potekajo dogajanja, kako bi zaznamovali, ne, s Triglavom na Triglav. Triglav, potem pa že letos se je malo pokazalo tudi te, ker prosto kot naše društvo seveda je lahko pomembno tudi na področju preventive in ozaveščanja naredi, ker komu bolj verjame nekdo, ki posluša v Raku. Ali doktorci, ki bo tam predavala ali pa še strašila, če ne boste prišli, pa lahko tudi imate, no, ampak to se zastarelo, včasih so tako kazali, da se dojke, še zdaj kažejo, ali pa eni, ki bo rekli, kaj če je raka se ne smemo dati, to ni več smrtna bolezen, celo iskati ga moramo, ne? Da ga čim prej najdemo, da preživimo. Ker včasih veliko žensk sem se srečala, sem skozi hodila na preglede, na mamografije, zdaj je pa rak. In se vidi, zato si čudila, ne? Sam da je pravočasno. No, in potem, to je svetovni mesec ozaveščanja o raku dojke, pa novembra, ko so pljuča, ne? To so te raki, ki res porastu še vedno obasta kar na 1200, ampak smo letos prvič poskusili ozaveščanje prestaviti med zdrave na športna igrišča. Povej, da je bilo fajn. Ja, super. Nogometaši so. Nogometaši sicer so odigrali s tem ozaveščanjem samo 5 tekme, v jubilejnem letu bodo pa cel oktober. Cel oktober. In tako, ne, vse tiste, ki ste bile, ne, par jih je rekla, veš, kako je bilo tisto levo, kam igrišče, pa po zvočniku, ki se, zdaj pa prihajajo na ogrevanje, pa o raku, to se ti kar ne lastri. Tako da te dve bomo še bolj. Potem so pa rekli, ja, nekaj bo pa treba še posebej, dobro, zbornik pa plakat, ne, ampak kolo življenje je eno tako, ki se je prvič odvrtelo ob 20. obletnici. Tukaj spodaj je to. Pa je so bile vize. Tudi bila direktna. No, takrat se je odvrtelo v 5 etapah po celi Sloveniji. Vsako leto se je na svoj način. Naslednje leto so 24 ur, pa veliko še pari so Kanarci kolesarili. Na 3. leto so potem šli samo spominsko, samo ti oži, ker eden iz prvega kolesa življenja je umrl in so kolesarili na grobu Koper. Ja, ampak veste, mislim takrat rekla, da ste norci, da pa samo na najboljšo tradicijo. On je že vedel, pa še preživel par 2 leti, je že vedel, da je šla bolezen naprej, da ima metastaze v deti, ampak je kolesarila. Tako da, kot si ti prej omenila, življenje je vrednota, če je absolutna vrednota, ali je pa ne mora biti do konca in se je pa vrednota in ni najstrašnejša zadeva na svetu, nam lahko celo pomaga. Lani smo se pridružili, pa je že bilo tista velika nagrada Kranja, letos pa verjetno, kot sem tle smo napisali, da bi šla Ljubljana Maribor, pa da bi priprli te akcije koordinacije kulturnih sredstev, še ne bomo točno izdelali, ampak da bi podprli mogoče ali pa pritisnili malo, da se tam spostavi tukaj na ekološki center. Potem pa mladi, ne? Večinoma so res ženske, ampak recimo mladi, nekaj aktivnih, med njimi Jaka Grega, ki jih poznate, to je predvsem iz Jakata ideja Stand Up to Cancer, zabavno-glasbeni spektakel. Zabavno-glasbeni spektakel z vrhunskimi stand-up komiki, najbolj popularnimi glasbeniki in plesalci in napolniti 100 in toliko tisoč dvorano Stožice. To potekajo zdaj 14, upam, da mi je uspelo.
Ja, po kolo življenja. Je pa tudi napisano, pa mogoče skupaj si ponovimo, zakaj pravzaprav tisto, kar sem prej rekla, nizven se predstav, pa proslaviti na tak način, da čim več tudi ozaveščamo, pa ne samo bolezni, predvsem k življenju, nova pomlad tudi. To je pa že tak pomlad. Še ne vem, kaj to je. Bomo že speljali. Nova pomlad. No, častne gostje so ponavadi prve dane. Lani je bila prvič pač gospa Barbara Miklič-Türk. Dolg se je bali, pa tista njene, če mi prejšnji dan 16 telefonirali. Ampak vi morate 10 minut prej, pred njim. Zadnjo morate biti, vsi morajo sedeti, kdo bo ona, pa kdo bo govoril, pa kaj misli to pravi. Potem, ki je pa videla, da je spuščeno, in to še ni morate se. Mi smo pa kar rekli, kaj te ženske pisali, takoj, a ne? Ja. Veliko besed je od Jaka, da sva skupaj napisali. On zmeraj reče, rak ni konec življenja, rak je več kot bolezen. Je izziv za spremembo, je moč in volja. Kaj hočemo še pokazati? Da je strah pred rakom več, raka se ne smemo bati, treba ga iskati, zgodaj odkriti, rešuje življenje. Da je treba o raku več govoriti in se pogovarjati, tudi o preventivnem zdravju načinu življenja. Da bolniki lahko v družbi najdejo pomoč in informacije pri prostovoljcih, strokovnjakih in v skupinah za sodelovanje. Da je za celostno obravnavo bolnikov z rakom potrebno tesno sodelovanje bolnika, prostovoljca in zdravnika oziroma zdravstvenega osebja. Da je za učinkovito načrtovanje in izvajanje zdravstvenega varstva potrebno tesno sodelovanje politike, stroke in bolnikov oziroma njihovih civilnih združenj. Pa da je zbiranje sredstev, tudi nameravamo nekaj, ampak če se spomnite našega skupino skupaj za bolnike z rakom, pa več kot 400 000 evrov v enem koncertu, je res. Da je zbiranje sredstev za potrebe bolnikov z rakom naša skupna zaveza in prispevek k humanizaciji celotne družbe, v kateri živimo, in zelo me veseli, da župani tudi to zelo sprejemajo. No, tudi ta pesmica se je rodila 94. leta, ko sem ležala na onkološki v sobi številka 10 in opazovala enega goloba in ga hranila tudi. Je rekla, jaz kar futrala, ker vej, da mi je bilo všeč, ko je župan on nagovaril tako po naše. Jaz se moram že malo kvaziti, da najdem že pravi izraz. No, sama pesmica vam bo povedala mojo stisko. Golob, kdo tebi dal je krila, ko bi jih tudi jaz imela, kako bi poletela, pa ne bi jih tebi vzela. Ne, golobček moj, kar zletela bi s teboj na dom preljubi moj. Svobodna rada bi bila, pa sem tu kot kup nesreče. Polna sem solza in sluten zla. Tako je strta moja duša, da ne čutim več telesa. Kako naj torej poletim, saj sem le še senca svojega telesa. In ne telo, duša me boli. Bolečina se stopnjuje, mi jemlje moč in me mori. Golobček moj, ko bi ti dojel to mojo bol, me razumel in vzel s seboj, globoko v duši črvni misli vloda, me razjeda, vedno hujša je moja beda. Saj ne nosim v srcu le bolesti svoje, za moje drage mi srce trepeče. Kaj, če mene zame vrag, hudo je tistemu, ki bo ostal? Da, dojel golob je mojo bol, neprestano se ozira in posebi se obira, kot da zoba misli moje in mi pomagati želi. Zahvala dajem ti sladico svojo, vendar okno je predalec za duha telo. Bled obraz mi pot prekriva. Golob ni izzval le bolečine, tudi iskra željo sklije. Golobu hrano, meni pa življenje. Zvest postal golob je, na oknu mojem vedno znova mi poseda. Ta ptica mi življenje vliva,
prisotnost tvoja lajša bolečino. Reči moram ti, golobček, hvala in še enkrat hvala, da na oknu mojem ti posedaš. Namen doseglo je poslanstvo tvoje, mir prinesel si v srce moje. Jaz vas ne bom morila z njimi. O novi pomladi je Marija govorila, tudi njej gre zahvala, da se mi udeležimo od veličastnega dogodka v Ljubljani. Tam smo z cele Slovenije, smo res srečne, se srečujemo. No in tudi moja prva pomlad, ki sem jo doživela v Cankarjevem domu, me je navdihnila, tudi z mojo boleznijo so upadalo, ki sem tudi spomladi zbolela aprila in napisala sem novo pomlad življenja. Tebi, ki vdahnila si mi upanje, hrepenenje in življenje, tebi pomlad, najlepšo pesem bom napisala. Tebi pomlad gre zahvala, da zmago sem spoznala in se zavedla življenja. Boleč bil je prihod neznanca vame, občutila sem strah, poraz. Pregnala strah iz mojega nemirnega srca si, ko vročično iskala niti sem življenja, še ujela vajeti podivjanega semranca. V daritev tebi in spomnitev, kot nebo po nevihti zdaj žari. Polna sem strasti, ljubezni do življenja in vsako leto te v Cankarjevem domu počastim. Začutim pomladno drhtenje in koprnenje. S tabo poletim, zasanja me govorica in po dvorani se pretaka. Zavem se nove pomladi življenja, ki kot omamni si med ljudi srečo poseje. Zadnje. Od teh vključitev. Prve so približno prihajali na skupino 13 povprečju, 13 članic. Tiste, ki so pa zbolele in so bile še delovno aktivne, so hodile na skupino 3-4 leta in zdaj ne prihajajo več na skupino, ker so prebolele, obvladale bolezen in pridejo samo v kakšnih večjih prireditvah, ali pa za mnogo leto. Ker so aktivne, recimo danes manjkata dve iz Bistrice, ker delata pač popoldne in ne morate kar tako pustiti službo. Pa tudi druge, ki so se potem ponovno zaposlile, niso več med nami. Pa se vrnijo ob kakšnih drugih prilikah. 7 članic smo pa pokopali, to pa res. In o tem vsi govorimo in povem, da najhujše pa takrat, kadar se komu ponovi in je potrebno se to predelati, obnoviti. No in zdaj moram spregovoriti tudi o srednji šoli. Ravnatelj srednje šole nam je takrat, ko smo začeli delati, res širokogrudno odprl vrata. Nismo vedeli, kam bi šli, no in smo se vsa ta leta dobivali v učilnici 13 v srednji šoli. Na razpolago nam so bila vsa sredstva, njihove aparati, če smo kaj rabile. In vsako smo se lahko sprejela Snažilka in tudi pozdravile Snažilka, ko smo šle. In zdaj imamo pa to srečo, da bomo v novih prostorih, tukaj v zdravstvenem domu, dobili smo še eno majhno sejno dvoranico in bomo tam in se za ta namen ravnatelju zelo lepo zahvaljujemo. Drugo leto bomo imeli 10. obletnico in takrat pride pa prav zahvala tako kot Društvo onkoloških. Tukaj je pa Marija zelo lepo napisala. Tudi smo zapisali. Preberi, Marija. Spoštovani gospod direktor, Društvo onkoloških bolnikov Slovenije že 25 let uspešno izvaja program organizirane samopomoči žensk rakom dojke pod okrevanjem v obliki individualne in skupinske samopomoči. Po različnih krajih Slovenije deluje 19 skupin za samopomoč, med njimi tudi skupina Sežana, ki je bila ustanovljena leta 2002. Kot humanitarna in prostovoljska organizacija ima društvo na voljo skromna finančna sredstva, zato je vsaka pomoč zelo dobrodošla. Tako ste tudi vi z velikim razumevanjem priskočili na pomoč, ko je skupina ob ustanovitvi iskala prostor za svoja redna mesečna srečanja. Od leta 2002 ste jo prijazno sprejemali, nudili prostor in pripomočko, z januarja pa se skupina seli v prostore, ko pa tudi mi pomagate pri selitvi in pozdravljamo tukaj se. Vašo naklonjenost društvu zelo cenimo in se vam za izkazano gostoljubje iskreno zahvaljujemo.
Prepričani smo, da bomo tudi v prihodnje uspešno sodelovali v dobro vseh bolnikov z rakom. Moram reči, da meni je bilo čast, da ste nas sprašali. Ker se mi je zdelo vedno prav, da če smo javni zavod in imamo nekaj sredstva, da če imamo popoldne prosto na polago, normalno, da bomo oddajali to in to vse zastojn za društva, kot je vaše, vsi niste edini. Tu vemo, vsi Sežani, kdo oddaja zastojn. Ne preveč protokoli, zdaj prihaja tudi društvo zdravljenih alkoholikov, se pa nas sestaja, pa mislim, da je bila še ena druga skupina, mislim, da ne spomnim točno. Tako da, v glavnem, tabornik in tako naprej. Moram pa en spomin tako malo obnoviti. Ko ste imeli enkrat preneseno srečanje v predavalnici, pa ne je bila neka obletnica, pa nekaj dašnjega, sem bil takrat z vami. Vem, da sem se potem z doktorjem Mogošem se malo pogovarjali. Zelo ustanovitelj. A ja, sem prišla iz Izole, sem prišla. Aha, tako da, tu sem ga našla. Mi je rekel takole, mi je rekel tako privatno, je rekel, ti bi moral gledati, ko so te ženske po tleh, ko so zvedli za diagnozo in ko je začela zdraviti. Obnašali so se kot živi mrlički. Dejansko konci življenja, konci vsega. Pa pogled zdaj tiste, ki so prezizali iz tega društva, kako so se potem lahko dvigne, ko so videli, da ni konc življenja, da je borba sicer, vendar da se da bolezen tudi premagati. In ne samo na medicinski način, temveč prav s to samo pomočjo, psihološko, da se lahko držijo ena z drugo in tako naprej. Tako da, jaz vas gladko občudujem. Tista upa, da ne bomo nikoli vaši koži. Ne želim do mene. Ko gledam tukaj tle, bi rekel prej, da je danes, ne vem, druženje Kleklarc ali da je tukaj tle, da se danes tle onkološke bolnice zbrane, tiste, ki ste preboleli bolezen, tiste, ki preboleli bolezen, ma niti na kraj pamet. Tako da, v redu, zdaj ne boste več pa nas tam, pa ste kakšne bolj tople prostore, ker popodne pa ne ste tam, nismo vedno ogrevali, Ne, nismo bilo v redu. zelo zadovoljne. No in seveda živim uspešno delo naprej, če boste pa kdaj rabili tukaj. Ja, ko smo imeli vašo učilnico. Ni problem. Ja, mi imamo različno izobraževanje in takrat bomo rabili mogoče kakšno večjo učilnico, tudi nekaj imamo tukaj prostora. No, in zdaj še nekaj o vaših prostovoljcih. Gospa Marjetka Gombač, ona vodite prostovoljce in vsako leto organizira nekaj izobraževanja in pred 3 leti sem jaz hitro vskočila za 15 minut med to izobraževanje, sem predstavila društvo, ampak letos, ker je mednarodno leto prostovoljstva in ona izobražuje nove prostovoljce, organizira izobraževanje, tako kot mi, veste, ne prideš tako putla notri delati. Morajo opraviti tečaj, diplomo in javno podelitev in tako naprej, to ne moš kako delati. Je treba vse, Marija je zelo stroga, kar se tega tiče. Ja, bolnik mora biti zaščiten. Tako, bolnik mora biti zaščiten, v tem pomenu. No, in ravno tako dela Marjetka tam na srednji šoli. In letos ima izobraževanje, kako že navidezna resničnost in ljubezen. In smo se kar prijavili. In bomo imeli temo čustva in rak. Tako, ženske moje mlade. Tle vidite bodočnost. Lahko si vzamete tam vsaka svojo zapisnico, lahko si vzamete kakšen pasek, lahko vzamete literaturo, tako da boste seznanjeni tudi s tem. Zelo lepo, da ste prišli in zdaj dajem besedo tudi Marjetki in tudi vam, če boste kaj spregovorili. Samo še namakala našim dijakinjam, večji del besede dala Nadja. Jaz se lepo zahvaljujem in sem ponosna, da sem danes tukaj. Jaz se družim s skupino, se mi poznamo, sodelujem profesionalno tudi z Mileno in se bi ob tej priliki kariero Nate Zdraven lepo zahvalila. Sva skoraj supervizorki, zdaj če direktorica sliši, ne vem, kaj bo rekla, ampak za interdisciplinarni pristop, da nas modelen način življenja
In Milena je rekla meni tako, ja, Marjetka, treba kaj podmladka, ne? Sem rekla, ja, Milena, mi ga že imamo, sam ti boš mogla zdaj bo malo heca, ne? Ker je rekla, Fred je stroga, gospa Marija, in pa sem se pa rekla, da sem tudi stroga. Veš kaj, Milena, sem rekla, zdaj pa moš ti narediti program, jaz naredila sam copy-paste. In ona je res naredila prva, med vsemi naredila program in jaz naredila nič še paste, ker še ostali niso naredili programa. Zdaj pa, kdo so ti ostali? No, zdaj, če jaz malo v 2 stavkih predstavim moje delo. Jaz sem pedagoginja in sociologinja in ravnatelj ve, da jaz v sklopu smernice dualne šolske službe tu pronicam vse pore življenja in dela šole. Zdaj, če rečem samo tako, da gremo v sklopu prenova šolstva s tem delom, da to utiramo počasi, po milimetrih, moram pa pred novinarji še enkrat poudariti. Podarimo enkrat stereotip, da mladi niso zato, da pomagajo nam odraslim. Tu je dokaz. Vam bom povedala, kaj je bilo lani, jaz sem lani to začela delati, pa sem nekaj ravnatelji, jaz sem šla po nekih razredih, jaz sem morala več, prijavila sem 30 od 400 in jaz po vseh razredih ne bom šla, ker jaz tega niti zmogla ne bom. Od 30 dijakov je letos 15 dijakov aktivnih v domu upokojencev. V našem projektu je tudi Rdeči križ in tukaj bom dala jaz besedo Lejli in Lejla, ali ti v 2 stavkih povej. Ni pa harmonikaša zraven Mirhada, ki je bila harmonika v domu upokojencev. Ja, lani pač je se začelo, da smo začeli obiskovati dom upokojencev in Rdeči križ pač nam malo pomagal, imam pač svoje mentorje in tako enkrat ali pa 2-krat na teden, če se le da, gremo obiskati. Vsak ima svojo gospo, jaz imam kar živahno gospo, za računalnikom je, pa je že krno, tako da tudi kaj pol pomagam, pol pa na sprehode in se ima pač fajn, ne. Tudi me vprašam za pomoč, dosti tudi se navadiš od starejših, ne, kar je res in tako pač, pa imamo tudi proti koncu leta se vsi srečamo, si naredimo darila in tako. 15 je, veste. Tukaj so verjetno novo prijavljanje dijakinje iz 1. letnika gimnazije in smo se kar zmenili, da bo Jelka, mi smo se danes zjutraj dobili v moji pisarni. Jaz sem sociologinja, Julija, jaz gimnazicov nimam in imam ekonomce in aranžerje in danes jaz sodelujem tudi z gimnazici. Glejte, jaz bom kar skupaj povedala, jaz sem se danes zjutraj srečala s 3, to je cvet, to je naša elita. Tu je mogoče direktorce zdravstvenih domov, mogoče direktorce, govorim čisto resno, ko sem začutila jaz to dimenzijo, ne samo v znanju, ampak v tem vzgojnem momentu družine. Mi smo spregovorili o fantih, bodo zdaj povedali mičkano. Odnos do telesa svojega, odnos fantov, kako gledajo na tvoje telo. O piercingu, ki se ga danes mladi ustavljajo, jaz sem povedala, gledam portal fotografije in sem jim povedala, da sem zasledila na slovenskem portalu piercing Mi smo svobodni in govorimo svobodno v šoli v spolovilu ženske, ki je bil objavljen na slovenskem portalu. O tem smo spregovorili zelo sploščeno. In zdaj dajem jaz Juliji besedo. Izvoli, Julija, povej, kaj ti poveš, sporočaš. No, kot dijakinja 1. letnika v srednji šoli Srečka Poslovena, govorim tudi za 2 moji sošolki. Mi smo se učlanile v društvo prostovoljcev na naši šoli, predvsem, ko nam je profesor matematike Pavel Leknič omenil to. In potem smo se pozanimali o tem, šli na pogovor k mentorici in nas je seznanila z onkološkim društvom, ki nas povabila tudi na to srečanje. In jaz sem, ko nam je rekla, da bomo prišli sem se predstavljala, da bo to neka grozna dvorana, srečanje, vsi bomo tako žalostni, so bili vsi fine, da bomo neki trgno govorili. Ne, in pol jaz pridem, pa vidim tako pozitivno nabito, optimistično, in sploh se preklopiš v drugi svet in se sploh več ne zavedaš, kje si, ne. In potem spet pregovorimo o tem, kaj so ženske preživele in se sploh zavedamo, da mi mladi smo malo zabiti, ne, kar se tiče tega. Mi vse verjamemo, kar piše na internetu, kar na net reče, ne poslušamo nikogar, recimo, da bi poslušali mame, none, bi jo rekle, pridna, ne delaj tega. Sam pol pa
zakaj smo še v tem prostovoljstvu, ne? Mladi mogoče malo večkrat poslušamo nekoga, ki je naše starosti. Če jaz recimo rečem, vi pomisli malo, kaj delaš, ne, verjetno bolj poslušajo moja sošolka, prijateljica, sestra, kdorkoli, kakor pa če reče nekdo, Starejši. Ja. To je normalno. Se lahko še dotaknemo, mi smo se zdaj pogovarjali, jaz sem htela malo tako z njimi pogovoriti, ta odnos do telesa, odnos med fantom in punco. In jaz sem vprašala in punce, kako se vam zdi, ko imate vi fante enako starosti, kako se lahko o tej intimi pogovarjate, praktično treba se pogovarjati o temu, da se bomo zaščitili, da bomo imeli varen spolni odnos in one so mi tako lepo odgovorile, kaj če vam povedati vašimi besedami, ali boste še so vključile. Tako lepo, kar povej, ja, izvolite. Stvar je kakor zveri, ne, da fantje malo več časa, da pridejo, malo razmišljajo, malo drugačnih stvareh, na katero smo mi že dali še skozi malo. Ti recimo prideš, pogovarjaš malo z njim in prideš na tako temo, katero on se čuti verjetno neprijetno. In potem z njim tega ne moreš debatirati, z enim fantom, bolezni in stvari, zato pa imamo, hvala Bogu, na naši šoli se počutiš dovolj varno, da greš se pogovoriš s profesorico biologije, odprt človek in katerokoli vprašanje imaš, lahko vprašaš njo. Ali pa še boljše v osnovni šoli v 9. razredu sem gledal presenečenje, saj nas je obiskal dr. Mogoša, ginekolog, in nam predstavil spolne bolezni in vse, kar se nam je zgodilo. In tako smo postali malo osveščeni o tem, kaj se dogaja z našim telesom, kaj se lahko zgodi, če ne bomo dovolj razvili in predvsem, kako se zaščitili. Hvala. Zdaj moram povedati ime, Amina. Prihaja iz Bosne. Na naši šoli je veliko tujcev. Druga kultura, mi govorimo o evropocentrizmu, vendar govorimo tudi o kulturnem relativizmu. In zdaj nam bo Amina povedala, ona je prša dvojčica, in se z njej rečem, pa je videla kot neko lepotička, kako je, zdaj je večko nadrodno, če se nas svi kako izvala. Med potjo smo se menile. Ona razume, skoro vse slovenstvo rekla, počasi govorim, vendar zelo specialno govorim. Jaz sem rekla, če bi jaz mogla napisati mesec v Divači, Amina, počakaj me, sem pred resnikom, ne vem, kako bi jaz to napisala in ona je pa napisala, Amina, izvoli besedo. Tako Mičkano se predstavi, pa jaz ti Mičkano pomagala. Jaz sem iz Bosne, zovem se Amina. Mičkano sem se pogovarjala, sem rekla, Amina, zjutraj sem se z gimnazijkami pogovarjala in sem rekla, no povej mi, kakšne fan, kako, ljudje smo na Facebooku, ne bom povedati tako po domače, in jaz sem gledala kakšna lepotička je in kako ona se lepo pogovarja s fanti. Kakšne fantje so v Bosni, Amina, kaj si pri meni rekla? So drugačni. Sloveniji. Kako drugače? Lahko se pogovarjam s tijeksom. Boste slišali? To je Amina doma iz moderne družine, ima pa sestrično, ker je doma, ker so tradicionalna družina. In sem jo vprašala, Amina, mi poveš malo o teti, malo poveš o ljubi? Ona je zavita in lahko se s njima isto pogovarjam. Kaj ti pa reče starši, recimo, ta starost je čisto normalno, ker je ona meni pripovedovala, kako starša ima izredno ta demokratični dialog, in se nekaj, kako pa mama ti dovoli zvečer in fantje, kaj si rekla, Amina, povej? Kaj pravi, reče najprej škola in posle? Jaz se opravičujem, zdaj bom zaključila, spregovorila bodo pa moje fotografije. To je malo osebnega tona, osebne note. Želim, da se ponese v Ljubljano, prestolnico in da se ponese v svet. Kaj imamo na krasu? Jaz sem fotografinja, objavljam na portalu slovenskem in tukaj je ena zgodba.
Vesna je rekla, povej, da smo tu skupaj slikale pod viaduktom Črnikav. In smo res z Vesno in je rekla, zahval se skupini, da nas sprejmejo. Torej, jaz hodim na ladje, jaz plešam v Safirju s tem društvom. In če boste pa nesli v svet s naslovom fotografijo Kras in Evropa. Kras in Evropa, zdaj so moje korenine, 100 let stara miza, mojega očeta, bil je Ostrinčar, je pod viaduktom Črnikal. Izvolite. Me spremlja mene osebno in me spremlja tudi v moji profesiji. Ponosna sem, da sem na šoli Srečko Kosovela zaposlena. Prinesla sem publikacijo, ki jo pa vas sploh prinesla v Ljubljano, da niso samo dobre gimnazije v Ljubljani, da je tudi ena Sežani in aranžerska šola. Potem bi še dala tole, pa je išla pesniška zbirka naših dijakov v več tujih jezikih ob 30. obletnici. In pa še eno reklamco, ravnatelj je direktor šolskega centra, preimenovala se je srednja šola, v sklopu imamo tudi višjo strokovno šolo. Če boste kdaj hoteli se izobraževati naprej, boste lahko šle na, tu so kreativni program tako, ala, tako bi jaz, smo pisali skupaj, no. Zdaj pa še Milena, malo osebna nota je to, ne. Jaz bom nadaljevala v seriji Srečka Kosovela, to je tudi moja fotografija, izdelujem na kit. To je na balkonu mojega novega domeka. Kaj ni vam reči, to je moj službeni notes, izdan v projektu Kosovelove knjižnice. S to fotografijo, lahko še mička, no? Sem kandidirala, Ljubljanka Mihaličeva Bijalca rekla, da kandidiraj na evropskemu projektu, kaj je bilo že lani, na tečaju, nazivno čisto narodno, ustvarjalnost, inovativnost in jaz sem to naivno, zelo naivno poslala, ker sem čisti začetnik. Tako naivno, da sem bolj gledala, vendar ta slika mi je zelo pri srcu. Ko boste bili v skupini, si pogledajte drugovne pesmi naših mladih, ste slišali, tu so novodobni, inteligenca novodobna, kaj bi rekla, srčnost, nova sveža znanja, me ogromno naučijo in prepletati sveža znanja z izkušnjami je tudi to, kar smo zdaj naslišali, ne? Jaz se zahvaljujem, da ste mi dali besedo, Milena, izvoli še to. Marjetka, najlepša hvala in hvala vsi dijakinjam. In ko ste govorili in ko ste se pogovarjali o tej samopodobi, povem, da tudi mi na skupini še krepko predelujemo našo samopodobo. Naše ženske, ko zbolijo z rakom dojke, jim dojko en del odrežejo, polovico, cel del odrežejo in tu je del naše samopodobe in problemov, ki se na to navezuje. Vendar, hvala Bogu, zdaj imamo tako lepotno kirurgijo, da se tu da marsikaj popraviti, marsikaj zakriti. Tudi oblačila imamo posebna, ustavke posebne, vse to se da dobiti, ampak moramo sodelovati z vsemi temi. In tam imate tudi knjigce, kjer piše o teh posegih lepotilnih in tako naprej, ki jih mi tudi rabimo. Nekatere ženske se za to odločajo, nekatere se ne. Ene so zadovoljne, ene so malo razočarane, dojka ni več nikoli taka, kot je svoja. Ampak je ta del zelo pomemben, ne toliko včasih za žensko, kot za njenega partnerja. In iz tega naslova imamo cel niz problemov in o tem se pogovarjamo to na skupini. Zdaj pa, drage moje, bi dala besedo tudi ostalim članicam, ki so prišle iz sosednjih skupin ali pa več iz naše skupine. So nekatere rekle. Če mi dovolite, bi se jaz rada oglasila, sem pa še malo kasneje, smo imeli ravno sestanek na občini v Divači in prinašam pozdrave našega župana, draga Božaca, vam čestita za vaše seveda delovanje in podpira vse nadaljne aktivnosti.
Obenem pa bi jaz rada spregovorila kot bivša učiteljica, zdaj sem namreč 10 dni v pokoju. Zagledam svoje bivše učenke, predvsem Julijo in Špelo Sila, ki sta nas na šoli obiskali tik pred iztekom starega leta in povedali, s čim se ukvarjajo, so mi prišle solze v oči. Jaz pravzaprav sem že prostovoljc nekako od svojega delovanja, pravzaprav bivanja. Delujem na različnih društvih, različnih in tako naprej. Ko sta pa mi ti dve učenki povedali, s čim se ukvarjata, da odhajata v dom upokojencev, pomagata starejšim občanom, nisem mogla verjeti. Kajti, da je spet v takih razsežnostih to prostovoljno delo zaživelo in da je našlo to svetlo lučko v srcih mladih, ne moreš verjeti. Dekleta, čestitam vam, želim vam veliko uspeha naprej, enako vašim mentorjem in vsem drage bolnice, ki ste preživele in ste zdaj vitalne, vam želim veliko zdravja naprej in da bi bile vedno tako samozavestne in aktivne pri delu. Bo še kakšna prijenka? Najprej bi vam rada rekla, če bi bo kakšna solza prinila, da mi jo oprosti. Zato, ker še vedno se zgodi, da me tudi že ob teh besedah danes, da me tu popelje nazaj v čas, ko sem zbolela. In jaz kot višja medicinska sestra, tu sem se oglasila, ker drugače imamo vsaka svojo zgodbo, pa ni časa, da bi jo pripovedovali, ampak hočem samo tu povedati, da takrat si samo bolnik, da si samo bolan in da se ti sesuje v svet in da sem 35 let pomagala drugim in sebi nisem imela. Hvala, gospa Milena, da vam moram povedati samo tu, res, zdaj mislim, da sem prebila to, samo to, da resnično, če ne bi prišla sem, bi bila težko znova. Se zahvaljujem celotne skupini, se zahvaljujem mentorci in Mileni in tudi gospe Mariji, da smo lahko zadovoljni, da imamo take skupine, da se dobimo, da se lahko pomenimo, da se svoje težave podelimo, ki vidim in se pogovarjam z drugimi bolniki, ki imajo ne druge načine raka, kaj se nimajo za pogovarjati s kom in se deliti njihove bolečine. Zato se še enkrat lepo zahvalim vsem skupaj. Hvala. Če lahko še jaz. No, jaz sem pa iz izolske skupine z Obale, vas lepo pozdravljam. Če imam besedo in par minut več časa, bi rekla, da sem kot zdravnica v izolski bolnici, je rak moj vsakdanji kruh. In ne bi bila pa kot zdravnica to, kar sem, če ne bi bila tudi prostovoljka, po moje že kar 21 leti, tako v onkološkem društvu kot v društvu za boj proti raku. In se mi zdi, da je to nekaj krasnega, da to svojo izkušnjo, ki ni moja osebna z rakom, ampak sem jo prejela od kakšnih 200 do 300 žensk, ki so bile že v naši skupini, lahko rečem, in so tudi odhajale, tako kot si ti Milena rekla, ko so našle same sebe in so odhajale v svoj svet, ene pa ostajajo. Bilo nas je celo toliko, da smo morali to skupino nekako razdeliti in smo lani ustanovili še eno v Kopru. No in to izkušnjo, ki jo pridobivam v vseh teh letih od teh žensk,
To je zastonjsko darilo, meni lahko rečem, in lahko tudi v ambulanti oziroma v stiku s temi drugimi ljudmi, ki jim pišem te diagnoze, tudi to mora nekdo, to lahko podarim kot upanje naprej. Tako da jaz lahko v tej vlogi rečem, da velikokrat sem že rekla, da sem hvaležna, da se mi je to zgodilo, torej to srečanje z bolnicami na ta način, kajti bolnik, ko dobi diagnozo raka, res odloži masko. Takrat nisi več fina dama, znan direktor in tako dalje, si človek svojo revo, svojim na tleh, sam sabo in takrat človeka spoznaš, bi se reklo, v dno duše. In srečevanje z ljudmi brez mask je pa nekaj veličastnega. Je darilo življenja, tako bom jaz nekako doživljam, no. In moram reči, da sem dobila toliko čudovitih izkušenj, da se mi zdi, sicer ne vemo, dokaj ne pridemo v to, da če bom nekega dne imela to diagnozo tudi sama, da bom lažje to sprejela, ne. Tako, no. Hvala. Še kakšna? Kdo je pa iz strokovna vodja iz Nove Gorice? Ja, iz Nove Gorice. Moram reči tako, da ko sem jaz to sprejemala, nisem to z lahkoto sprejela. In sem si enkrat vzela čas in sem šla v Ljubljano, v tiste prenatrpane čakalnice in sem samo opazovala ljudi, ki so to bolezen preboleli, različnega raka, in sem zaslutila v sebi, da so to drugačni ljudje. Nihče se ni porival, nihče ni šel naprej, vsak je strpno čakal, potiho so se pogovarjali, en tak optimizem, en tak mir sem začutila. In ko sem prvič stopila v skupino, danes je nekdo med vami rekel, da ne bi bil rad na vašem mestu. Tudi jaz ne bi bila rada, ampak jaz sem še dodala, da če pa že bom, da bi rada, da bi tako prenašala kot ve. Ta izkušnja, in tako kot ona zdaj rekla, eno zastonjsko darilo vse skozi dobila. Zdaj bi vam pa rada samo en utrinek iz moje skupine, ki meni dosti pomenil, kaj skupina pomeni. Skupino sem povabila glavno medicinsko sestro ali ne vem, te, ki imajo preventivno vzgojo, ker veliko ljudi, ki domov dobi svit, tisti program svit, tega ne odda in tako naprej. In sem se čutila, da ker jih je kar nekaj zbolelo, da bi bilo prav, da jim pove, kako je to enostavno, zakaj je to pomembno, zgodnje odkrivanje in tako naprej. No in ko je ona to razlagala, se je ena operiranka v lase in pravi, veste kaj, meni so že 2-krat poslali, jaz sem vsakokrat vrgla proč, še tam ne mi ga najdejo in to. Zdaj, moja naloga, jaz sem bila tiho in potem sem vprašala, ma gospa, zakaj? Strah. Še tam mi ga bojo najdli. In tam ena mlada je prej rekla, da če ona pove, je nekaj drugega. In se oglasi druga operiranka, ki je rekla naslednje, veš kaj? Jaz sem pa poslala že prvič in od takrat mirno spim. Ne, jaz ne, tako je bila reakcija. Ko smo se čez en mesec dobili, jaz ponavadi tako začnem in se rekla, ima kjera kaj zapovedati, jaz, je rekla tista gospa. Veste, je rekla, 3-krat sem jim mogla prositi Ljubljano, da so mi še enkrat poslali. In zdaj tudi jaz mirno spim. To je majhen drobec, kaj lahko da skupina. Hvala. Prej sem slišala, mislim, da je Julija rekla, da je prišla v skupino in jo je ena taka pozitivna energija jo je objela. Če hočete videti pozitivno energijo, morate priti takrat, ko se 60 do 70 operiran vrne iz Triglava. Po en dan je bilo, prvi dan, ko hodimo 12 do 14 ur, gremo še isti dan na vrh Triglava, potem pridemo v Kredrče, tam prespimo, drugi dan, cel dan se petamo v dolino. Ampak najvažnejši je zaključek na Bledu. Tam nas čaka krejšnita in muzika.
Takrat bi mogli videti, kdo je truden. Ne več, to je bolan. To je bolan. En aplavz. Meta je najskrat na Triglavu po operaciji. Čisto spontano. Jaz bom pesmice podelila. Zdaj pa še pesem. Gremo. Kolikor kapljic Koliko je, Bog naj na svet živi, živijo, živijo, živijo na svet. Tristo kapljic, tristo let, Bog nam daj na svet živi, živijo, živijo, živijo na svet. Vi ste že uno, ne? Naj stara ali pa mlada, vsaka ima fanta rada, živijo, živijo, živijo na svet. Lepo je, ne? Hvala vsem.